Lepo pozdravljeni, torej tudi v mojem imenu. Ne vem, če ste se kdaj vprašali, ampak v veroizpovedi tistega aktivnega Jezusovega obdobja, ko je bil največ aktivno na zemlji, če odmislimo rojstvo, pa smrt, ki je opisano, sploh ni povzeto v veroizpovedi. Niti z besedo ni omenjeno. Ampak kar preskoči. Se je rodil iz device Marije, pa smo že pri Pilatu, pod katerim je trpel. To je eno tako posebno vprašanje, na katerega bomo seveda morali tudi majčkeno odgovoriti, ker je zelo pomembna zgodba v ozadju. Veste, zakaj vi otrokom nekatere stvari ne ponavljate kar naprej? Ker veste in verjamete, da oni to že vedo. Samo vsake tu včasih še malo tako lepo korigirate, popravite. Oni to vedo, ne isto velja za našo vero. Gre namreč res za 3 leta Jezusovega javnega delovanja. In ko sem sam premišljeval o tem, in tudi iskal še v katekizmu, je zanimivo, da v katekizmu pa v sklopu veroizpovedi obdelajo to področje. Kratko, ki ga bomo tudi mi danes. Prav s tem namenom, da začutimo pomen tega dogodka. Tudi zanimivo je bilo, če pogledate nazaj, starejši se spomnite, da smo molili samo 3 dele rožnega venca. Ne? Veseli del, žalostni del, pa častitljivi del. Šele papež Janez Pavel, drugi je vpeljal svetli del, ki pa govori o teh glavnem obdobju Jezusovega življenja, v katerem je omenjen Jezusov krst, v katerem je omenjena svadba v Kani Galileji, njegovo oznanjevanje Božjega kraljestva, njegovo spremenjenje na gori in seveda tudi postavitev Evharistije. To je pomembno, ne? Ampak cerkvi se je po mojem trdnem prepričanju skozi zgodovino in tudi cerkvenim učiteljem, tem škofom, ki so se zbrali na obeh koncilih, ko so sprejeli veroizpovedi, zdelo samoumevno, da nauk oziroma ta 3 leta Jezusovega obdobja, ki so zapisana v evangelijih, torej ljudje to besedilo poznajo. In so zapisali in izrekli temeljne stvari samo o tistih stvarih, ki so bile pri mnogih, tako kot smo rekli, nejasne ali so poverili po svoje in so zahajali v stranpota, ne? Ali je Jezus Bog, ali je človek, ne? Imamo prvi del, ali se je Jezus rodil kot Bog ali kot človek, ali je bil Bog in človek hkrati, je bil torej Božji sin, je bil Marijin človeški sin, ne? To. In od tega je potem tudi odvisno, kaj se bo zneje zgodilo, ne? Ker če je bil Jezus Božji sin in Marijin človeški sin in vemo, da Bog ne more trpeti, je torej trpel Jezus kot človek na križu. Hkrati tudi Božji sin, ki je prevzel v celoti človeško naravo. Zato so te stvari tako pomembno in zelo temeljito obdelane. Evangelij, torej, ki sem jih že omenil, evangelij pomeni vesela novica, ne? Sama beseda. Se pravi, ta vesela novica je zapisano, mi poznamo 4 evangelij, ampak poleg teh 4 evangelijev poznamo pa še, morda ne veste, cel kup drugih stvari, drugih evangelijev, o tem bomo malo kasneje. V evangelijih, če pa pogledamo, tudi zelo malo piše o Jezusovem obdobju od rojstva pa do takrat, ko je začel javno delovati. Ne? To gre za 27 let, oziroma 28, 29 let življenja. Skoraj ni nič opisano. Opisano je samo, kako se je 12-letni Jezus zgubil v templju, potem pa se začne krst v reki Jordanu. Kot da bi kaj manjkalo, ne? In v teh 4 evangelijih, če še Luka odpišemo, ki največ govori o Jezusovem rojstvu, je zelo malo, ne? Vse ostalo je osredotočeno na 3 leta Jezusovega delovanja, njegovo smrt, vstajenje in nebohod. In zato seveda ljudje so pa vseeno skušali v tisto obdobje razmišljati, sanjati, iskati odgovore. In so si Jezusovo različna obdobja, ki niso zapisana v evangeliju, tudi po svoje predstavljali, kako je Jezus
kot mlad otrok bil priden, pobožen, kako je molil, v šali smo velikokrat rekli tako, a ne, kako sta Marija pa Jožef rožen venc molila, pa kako je Jezus pomagal Jožefu spovedice delati, ker Jožef je bil tišler, malo tako v šali. Razumete, kako pol na koncu se da tudi lepo povedati, ampak tudi tako je. Ampak tudi tako, vidno so si skozi zgodovino predstavljali Jezusa v teh raznih obdobjih. In poglejte, tam imamo zelo pobožnega, sladkega sveto družino, ne? Jezuščka, tam 9-letnika, Marijo, Jožefa, Jožef je kar mlad, ne? Čeprav večinoma Jožefa upodabljajo v obdobjih, v glavnem večinoma kot zelo starega, sivega, plešastega, hujšega kot vašega župnika. Ne? Umetniki si ga predstavljajo v različnih obdobjih na malo drugačne načine, a ne? Mladina si ga zna predstavljati, tudi kot tako, a ne? Zdaj, kdaj je Jezus tako naredil, ne vem, morda je, ne vem. Ampak si ga predstavljamo na različne načine in ta obdobja. Zdaj pa, če se vrnemo Evangeliji. Evangelij pomeni vesela novica, ne? Se pravi, cerkev predvideva in tudi na župnik, ko pri maši pridiga, predvideva, da večina faranov pozna osnove krščanstva, je tako. Ker drugače tega ne predvideval in bi vi ne poznali, bi dejansko govoril čisto prazno. Se kdaj zgodi, da imamo različno pojmovanje, ampak načelno drži. Ampak poleg teh 4 evangelijev, ki so od vsega začetka sprejeti kot tisti, ki imajo edini pravo težo. Ker so jih napisali tisti, ki so Jezusa poznali. Tako kot je, poglejte, nimam še tle napisano, apostol Janez napisal, tisto, kar smo na lastne oči videli in so naše roke otipale. To smo zapisali in nič drugega. In torej, ko pa pišeš, če rečem tako po domače, poročila pa noben rad ne bere dolgega. Veste, ko sem bil vojaški vikar, so mi moji podrejeni morali pisati mesečna poročila, pa letno, ne. In če mi je kdo napisal za en mesec 20 strani dolgo poročilo, jaz sem ga zavrnil, pa sem rekel, prosim, napiši krajše. Redi povzetek, pa bo čisto zadosti. In nekaj podobnega so evangelija, ne? So v bistvu povzetek tistega Jezusovega življenja. Obstaja namreč cel kup drugih evangelijev, veste, ki niso sprejeti v svetopismu. In jih zgodovina cerkve pozna. Zdaj, ko včasih poslušate kakšne kvazi znanstvenike, pa to, ko odkrijajo, zdaj smo pa odkrili Judov evangelij po Juda Iškarjotu. Cerkev ga je celo stoletja tajila, kot da ni. Ne, beri cerkvene očete, boš videl, Origen ga že imenuje, evangelij po Juda Iškarjotu, ni nobenega problema. Samo se je izgubil, a ne, zakaj? Preprosto zato, ker cerkev je slonila na teh 4 evangelijih, ki jih je sprejelo svetopismo, so torej kanonični evangeliji, kanon pomeni uravnilovka, merska enota v grščini, ne? Se pravi, so ustrezali tem merilom, da so prišli v svetopismo, zadnji jih je potrdil že po nastopu svobode v rimskem času papež Damas. Ostali so bili pa nekanonični, so torej apokrifni, ali pa so en del teh apokrifnih pa imenujemo tudi gnostični evangeliji. Kaj pomeni apokrifen? Tajen ali prikrita, ne? Razlagajo tajne, skrite stvari, ki naj bi jih Jezus delal in ta glavni evangeliji niso omenili in jih cerkev noče, a ne? Noče. Potem imamo pa še gnostični evangeliji, tam pa v teh evangelijih gre pa za to zgodbo, ne? Bog je, ali pa Jezus je nekaterim posameznim apostolom, še drugim, ali pa drugim razodel s posebnim razsvetljenjem, jim je dal posebno vedenje, gnozo. Gnozis pomeni vedenje, se pravi, razsvetljeno od Boga, dobili so gnozo in to so zapisali, ne? Eden od takih, ki je pozneje nastal, Bog si ga vedi kdaj, naj bi bil tudi evangelij, ki naj bi ga napisal Juda Iškarjot, oziroma po Juda Iškarjotu, razumete? Imamo pa torej cel kup evangelijev. Imamo Tomaževega, Judovega, Petrovega, Jakobovega, evangelij Juda Iškarjota, cel kup evangelijev, ki not. In ti evangelije, veste, ko greš te evangeljske
evangelije brati, večina. So pa res taki, da tisto obdobje Jezusovega življenja, ki jih oni evangeliji ne opisujejo, pa tudi tisto obdobje opisujejo pa zelo tako domače. Recimo Jezus še, ko je bil, malo karikiram, ampak zaradi nazornosti. Že ko je bil v zibki, je pogledal in je videl, povemo, da dojenčki ne vidijo, je pogledal, je videl, je dvignil roko, pa je ozdravil enega. Take romantične zgodbe so, potem pa veliko izmišljenih zgodb. Res takih, ko vidiš, da je res odzadaj človeška domišljija. In so v bistvu v primerjavi s temi apokrifnimi in gnostičnimi evangeliji, oni 4 evangeliji čisto suhoparne. Ampak tudi to je dokaz, da so ta pravi. Ker niso pravlični, ker niso izmišljeni. Ker Bog ni prišel zato, da bi rožce sadil, pa nas trepljal, kot pravi, mislim, da apostol Pavel pravi. Božja beseda ni za čahljanje ušes. Kaj je čahljanje? Tako kot starši ali pa stari starši svojim otrokom pa vnukom. Ti lumpek, pa ga takole za ušesa povlečeš. Božja beseda ni za to. Božja beseda je, kot je apostol Pavel povedal, da prodre v globine, do poden človeka, da loči dušo od duha, do obisti, da te razgali, da vidiš, kdo si in da potem začneš eno pot spreobrnenja. In recimo Origen iz Aleksandrije, se pravi, to je bilo v Egiptu, je leta 245, še v času preganjanj, lepo napisal: Cerkev ima 4 evangelije, krivovercih imajo pa mnogo. In to še danes drži. In kako bi rekel, tudi danes vemo, da mnogi ljudje raje poslušajo razlage evangelijev, Božje besede, pa še z malimi dodatki New Age-a, ki ga utemeljujejo kot Božje, povsod druge raje samo v cerkvi. Nimajo korajže iti naprej k bistvu. Človek je po principu duhovno bitje in hrepeni po bistvu, po resnici, tudi potem, kot sem rekel, da Božja beseda razgali človeka. So duhovna bitja, gredo naprej, radi se ustavijo, radi nekaj preberijo duhovnega. Celo župnika znajo včasih pohvaliti, da je župnik prav povedal, pa lepo povedal, ker je tako nasplošno govoril. Ampak kadar pa pove, da je treba narediti kakšen obrat, pa korak naprej, da moramo vsi skupaj narediti naprej k bistvu evangeliju, poslušati resnično Božjo besedo in se po njej ravnati, takrat se pa po njej težko ravna in župnik in tisti, ki hodite redno nedeljo k maši in tisti, ki vas občasno prinese. Tudi v slovenščini imamo, veste, kar nekaj evangelijev teh. Imamo gnostične evangelije, so išli, dobro, pustimo o kakšnih judov, pa vodnarjev, pa razne evangelije, ki so vse, tudi glede prevoda, tudi kakšen drug med nami lepše kaj povedal. Apostol Pavel, a ni dobro pisal? Znanje vam evangelij, ki ni po človeku. To je evangelij, sploh pa Pavel, veste, Pavel ni Jezusa, morda ga ni nikoli videl, nikjer ni zapisano tam, za časa svojega mladostniškega življenja. On je takrat študiral, bil zelo zagnan, pregnan, brihten. Postal je, ko bi rekel, imel vse nastavke, da bo postal med Judi vrh elite. In so ga kot takega že tretirali in je preganjal cerkev. Vse, kar je slišal o Kristusu, je preganjal. Celo ko so diakona Štefana, prvega mučenca, kamnali, so položili obleko zraven Savla, takrat smo je bilo še Savel ime. In potem se je odpravil v Damas, da bi tudi tam preganjal kristjane, ki so bili takrat v glavnem iz Judov. In takrat se sreča z Jezusom, ko pade, ga se sesuje, oslepi in ugotovi, da je nekaj narobe. In takrat tisti, ki so ga spremljali, slišijo neko grmenje, nek glas, niso pa razbrali. Ta glas mu pa reče: Savel, Savel, zakaj me preganjaš? In on pravi: kdo si, da te preganjam? Si te ne preganjam ti, če si Bog, slučajno, če si, ker nikoli ne veš.
Tudi razumni ljudje tako rečejo. Pa pravi, jaz sem Jezus, ki ga ti preganjaš. Pika. On se spreobrne in potem gre. On je torej evangelij doživel, to, kar so ostali doživljali na lastne oči, apostoli, on doživel po milosti. Piše potem, da je šel še nazaj, ne? V Jeruzalem, da se je pustil poučiti od tistih, ki so Jezusa osebno videli. Ampak zelo božjo. Se pravi, evangelij, ki ga oznanja Pavel in cerkev, ni po človeku. In apostol Janez, pogledajte, Jezus je v pričo svojih učencev storil še veliko drugih znamen, ki niso zapisana v tej knjigi. Ta pa so zapisana, da bi vi verovali, da je Jezus Mesija, Božji sin, in da bi s tem, da verujete, imeli večno življenje v njegovem imenu, po domače. Jezus je še toliko naredil in toliko povedal, da bi vse knjige sveta ne mogli obsegati, tudi na enem mestu Janez pravi. Točno toliko je pa zapisano, ne pozabo, da je Janez navdihnjeni pisec, ne? Točno toliko je napisano, da če hočete, lahko verujete in imate dovolj za vero in se boste zveličali. Točno toliko. In potem v prvem Janezovem pismu pa ta znameniti stavek, ne? Kar je bilo od začetka, kar smo slišali, kar smo na svoje oči videli, kar smo opazovali in so otipale naše roke, to vam oznanjamo. Nič drugega, besedo življenja. In samo to je včasih treba si osvežiti v svojem spominu. Včasih mi rečejo, ko smo na kakšnih srečanjah, rečejo, glejte, kako lepo pravi Jezus, ampak malo določeno pa pove, kako bi morali tako ali tako, ne? Ne, dovolj je zapisano, da se mi odločimo. Dovolj je zapisano, da mi rečemo, Gospod, utrdi mojo vero, Gospod, pomagaj moji neveri, kot je rekel en drug, ne? Čisto dovolj. In če to upoštevamo, imamo odgovore. Zdaj pa, če gremo mal naprej. Vedeti moramo, da je Jezus učlovečena Božja beseda, ne? Božji sin, druga Božja oseba. In vse, kar dela Jezus, je v bistvu zato, da bi razodel očeta. Tisti, iz katerega je vse, kaj po Kristusu je, ampak izhaja pa vse iz očeta. In vse Jezusovo življenje je torej razodetje vsemogočnega, usmiljenega, dobrega, pa hkrati tudi pravičnega in ne vem kakšnega nebeškega očeta. Čisto vse. Ampak prav to trditev, kdor vidi mene, vidi očeta. Prav to trditev pa po drugi strani potrdi nebeški oče pri krstu v reki Jordanu, ne? Smo tam, ko pravi, ta je moj ljubljeni sin, njega poslušajte. On vam bo povedal, kako živeti, kdo je on in kdo sem jaz. Zato Jezus tudi pravi, kdor vidi mene, vidi očeta. Oče je v meni in jaz v njem. Nihče ni videl Boga. Edino rojeni sin, ki je iz očeta, on nam bo to povedal. On vam lahko to pove. Vse je torej razodetje Boga. Sem pa tja vam bom kakšen del prebral, ker se mi zdi, da je prav. Mislim, da je dovolj razumljivo, da boste jasno. Takole pravi 517. člen katekizma. Vse Kristusovo življenje je skrivnost odrešenja. Odrešenje nam prihaja predvsem prek krvi križa. Toda ta skrivnost je na delo v vsem Kristusovem življenju, že v njegovem učlovečenju, s katerim nas kot sam postane v Bog, obogati s svojim uboštvom, njegovem skritem življenju, ki svojo pokorščino zadoščuje za našo nepokorščino, v njegovi besedi, ki očiščuje njegove poslušalce, v njegovih ozdravljenih in izganjanih hudih duhov, ko je prevzel naše slabosti in si nadel naše bolezni, v njegovem ustajenju, s katerim nam podarja opravičenje. Torej Jezus s svojim življenjem z vso močjo ljubezni in ponižnosti razodeva nebeškega očeta, pa še vedno na nek način ostaja skrivnost. In bo ostal zavedno, ker je Bog.
Edino to, kar v bistvu vemo o tem, je, koliko nam je on razodel z besedo, ki je zapisana, in z besedo, bom rekel drugače, da ne bom kakšnega besednega lapsusa naredil, ker ga že tako lahko človek. In tisto, kar je naredil v svojem življenju. Vse ostalo pa še vedno je skrivnost, ki nas vodi k očetu. Kaj je temelj Jezusovega javnega delovanja? Odgovor je presenetljiv. Oznanilo Božjega kraljestva. Krst v Jordanu je sprejem in začetek Jezusovega poslanstva, ko se pusti prišteti med grešnike in tudi in začne javno delovati in oznanjati to Božje kraljestvo. Vemo, bomo še naprej rekli, Božje kraljestvo se je približalo. Se slišite v zadaj? Pa bomo pa tudi še kakšno drugo stvar rekli. In podobno kot je Jezus s krstom začel to novo življenje oznanjati poslanstvo, in danes smo slišali evangelijo, tisti, ki ste bili pri maši, je tudi začel klicati prve učence, ki so bili Janezovi učenci. Tudi mi s krstom stopamo v to oznanjevanje, življenje, deleženje Božjega kraljestva. S krstom se kristjan zakramentalno priliči Kristusu. Se pravi, zakramentalno, ko postane Kristus. Tudi kristjan pomeni tisti, ki je kakor Kristus, ne? V Antiohiji so imenovali najprej kristjane, prav tiste, ki so verjeli v Jezusu, so jih začeli imenovati kristjanje, ne? Dokler niso tukaj stopali po kvaliteti, pa tudi po držah življenja, so jih imeli za eno od judovskih gibanj, ne? Ko so pa torej začeli tudi pričevati in oznanjati, so v Antiohiji, ki je bila eno največjih rimskih mest v današnji Siriji, začeli prepoznavati kot nekaj posebnega, torej kot tiste, ki verujejo, nosijo, živijo po Kristusu. Zanimivo je to, da potem v Jezusovem javnem delovanju, torej začetku oznanila Božjega kraljestva, so najprej skušnjave. Krst, prvi učenci, skušnjave. 40 dni posta, v katerem se je pripravil, bil z očetom, v Svetem duhu, in na koncu nastopi skušnjava. In če ste bili pozorni, ko Jezus premaguje skušnjave, kako na koncu pravi Sveti duh, pride k njemu, Jezus premaga skušnjave s Svetim pismom, on ne debatira s hudobnim duhom. To je bilo zelo všeč mi, ko papež sedanji je večkrat že poudaril, s hudobnim duhom ne debatiraj. On je močnejši od nas, on je torej padli angel. Čisti duh, inteligenca in In s hudobnim duhom se ne debatira, njega se zavrača, z njim ne greš v dialog. Mnogi gredo, malo bomo poskusili, razne stvari, mladi in starejši, samo malo, si ne bo nič hudega. Sem tudi malo probamo. To je tako kot heroin. Pravi, da za kokain se še da morda prvič, pri heroinu pa ne. Prvič si odvisen. Podobno je s hudobnim duhom. In Jezus ga zavrne z Božjo besedo. Se pravi, na začetku so te izkušnjave, potem pa pravi Svetopismo, potem pa se hudobni duh za določen čas odmaknil, za nekaj časa odmaknil od Jezusa. Vemo, da je nastopil potem velikokrat, tudi danes smo slišali v Evangeliju pri maši, da je bil hudobni duh, ki celo ni točno vedel, kaj je Jezus, ali pa saj ni še vedel, da je Jezus Božji sin, ampak je rekel, da je Jezus svetnik Božji. Vem, kdo si, pusti me primer, vem, da si svetnik Božji, pusti me primer. Jezus pravi, zgini iz njega, sploh ne debatira, zgini iz njega. To je zelo močno sporočilo. Ni dovolj, da vemo, kdo je Jezus. Ni dovolj, da poznamo nauk. Mi moramo verjeti. Verjeti in se nasloniti na Boga, na Jezusa Kristusa. Zato je ta veruk, zdaj če še malo tako intermezzo, zelo pomemben, da v vedenju tudi napredujemo. Ampak moramo
A veste, tudi jaz, ko se pripravljam, napredujem, da ne ste mislili, da samo vi kaj novega zveste. Ker včasih sem presenečen, pa sem že relativno star. Jože, pa si župnik, že 35 let, pa tega ni, pa smo danes prvič to prebral, pa to ne more biti res. Veste, tako rastemo in je prav, ampak ne smemo ostati samo pri vedenju. Vedenje mora biti, nam pomaga, da rastemo v veri. Da torej se bolj tudi oprimemo Božjega in znamo ločevati tudi zaradi vedenja, ker razum je nekaj, kar moramo uporabljati, tudi v tem, da bomo znali ločevati od nebožjega. Smo razumeli? In če je tako, je znanje, vedenje nekaj zelo dobrega. Hudobni duh se torej umakne, pa pol za določen čas pa nastopa. Mimogrede, veste, kaj je tole na sliki? A zna kdo reči? Marjeta tišina. Jernej ti tudi. A kdo drug ve? Kaj bi tole bilo? Skoraj bi še luč ugasnil, da bi se še malo boljš videla. Kopalna kat. Bravo, kopalna kat. No, dajte. A ni dobra kopalna kat? A veste, kaj je to v resnici? Krstni bazen iz 2. stoletja v današnji Tuniziji. Kako je bil krst pomemben? A veste, kako so naredili? To je bil krst, vedno je bil s potapljanjem, ne z oblivanjem mečkene vodice, 3 kapljice, s potapljanjem noter. Včasih so celo, da so še bolj simbolizirali povezano z Jezusovim krstom, čeprav naš krst je nekaj drugega, Janezovim krstom, Janezovim krščevanjem pa Jezusovim krstom pri Janezu, ki je krstil v Jordani, so celo imeli krstilnice dobesedno nad tekočimi vodami. Nad vodo, prav. Si šel, so krstilnico zgradili nad potokom in si šel noter in te je duhovnik 3-krat potunkal celega. Še bolj nazorno. Spreobrneni, umite svoje grehe, očistite se, zdaj pa Božja milost nastopa. Bog ti bo podal, tako kot pravi Božja beseda, v duhu in krvi. A ni zanimivo? Kako lepo so naredili krstni, ki ga imamo pa mi v Poljanski cerkvi. A veste, kje je? Ste ga že opazili, nekateri ste ga. Ampak menda tam ni bilo še niti enega krsta. Tam spredaj levo. Včasih so imeli pa krstilnice, samostojne objekte zunaj. Nikoli v cerkvi. V zadnjih 1000 let je bilo v cerkvi, zato ker je bila večina ljudi že krščenih in so krščevali otroke in so bili krstni kamni od zadaj. Ampak v prvih cerkvah so bile pa krstilnice samostojni objekti zunaj, kot recimo v Piranu ste že bili. Tam imate tisto, rečejo, stolnico svetega Jurija, zraven je pa še ena majhna zgleda kot kapela visoka, to je krstilnica. In praviloma je tudi v osmerokotni obliki, ker je Kristus vstal prvi dan novega tedna ali 8. dan, če šteješ. In šele potem, ko so bili krščeni, so lahko ljudje začeli hoditi v cerkev, biti deležni bogoslužja maše. To včasih povem pri krstu, kadar je med mašo. Ampak enkrat svetujem vam pa, da greste v Gradež. To je tle čez blizu Slovenije. Grado rečejo, ampak se izhaja iz slovenščine. Tam imate te stare bazilike iz prvega obdobja krščanske svobode, ko so se z Ogleja umikali v lagune, kristjani, ko so prihajali Tihuni, Langobardi, Avari, in so se tam zatekali in tam imaš prav krstilnice, prav zanimivo videti, imaš veliko osmerokotno, oktogonsko, kjer so včasih krščevali, noter je bil bazen. Pol so pa zdaj tako, spet osmerokotni. Pol so znotraj tega osmerokotnega so naredili po 3 stopnicah si šel noter, Oče, Sin in Sveti Duh. Pol so znotraj tega bazena naredili še malo manjšega, ker so krščevali tudi že otroke. Zdaj so pa znotraj tega so naredili pa še krstilni kamen, to, kar imamo. Tako, da vidiš razvoj zgodovina, ampak tako, zelo lepo. Zelo lepo. Božje kraljestvo, zdaj, če se vrnemo. Jezus velikokrat pravi, Božje kraljestvo se je približalo. Božje kraljestvo se je približalo. Privoščimo si malo, ne bo škodilo. Saj kakšen odlom, da ne bom predolg. Ko so Janeza zaprli, je šel Jezus v Galilejo.
Oznanjal je Božji evangelij in govoril, čas se je dopolnil, Božje kraljestvo se je približalo, spreobrnite se in verujte evangelijo. Ni zanimivo, čisto isto je govoril kot Janez, ne? Zato je Kristus, da bi izpolnil očetovo voljo, začel na zemlji nebeško kraljestvo. Očetova volja je dvigniti ljudi k deležnosti pri Božjem življenju. To udejanja tako, da zbira ljudi okoli svojega sina Jezusa Kristusa. To zbiranje je cerkev, ki je na zemlji kal in začetek Božjega kraljestva. Smo slišali malo težko besedilo na prvi pogled. Se pravi, v Božje kraljestvo na zemlji prideš preko cerkve, če rečem po domače. Cerkev je kal, je začetek, kolikor je v nej Božjega, je to res Božje kraljestvo, že drugače pa zaradi nas grešnosti je pa še toliko grešnega. Ne? Zato tudi rečemo, da je cerkev človeška in Božja ustanova. Ne? Božja toliko, koliko smo krščani in je mi smo iz te milosti Božjega kraljestva, odrešenosti, črpamo človeška, pa zato, ker je vaš župnik človek, vas bom izuzel. Zdi se mi, da ste še ljudje, ampak malo za šalo. Tu se začne zgodba in potem gre naprej v polnost kraljestva, ki ga doživljamo in ga bomo še doživljali nekoč v nebesi. To Božje kraljestvo je namenjeno vsem, in če ste zelo pozorni, ubogim, malim, revnim, grešnim, razbojnikom. To je Jezus velikokrat otrokom. Vsem, ki z odprtim srcem sprejmejo resnico. Zato Jezus otroke privzdiguje, ne jih pohvali. Takih je nebeško kraljestvo, se spomnite. Ker otrok sprejema srcem. Srcem sprejema resnico o angelih, se spomnite. Starši, vi pedagogi pa starši to dobro veste. Otroci sploh nimajo težave majhni s sprejemanjem teh resnic. Lahko živijo hkrati v zelo materialnem svetu, zelo pravličnem svetu in zelo duhovnem svetu. Vsi trije svetovi so za njih čisto realni. In tudi so. Pravlični potem z leti malo usahnejo, še malo nostalgije, duhovni in materialni pa še vedno ostajata in sta resnična, tudi če ga mi zavrnemo. In če ta duhovni svet, ta sporočila Božjega kraljestva sprejemamo kot otroci, v veri, z vso širino. Včasih tudi tako, da stvari in nauki morda na prvi pogled ne gre v naš razum, da ga sprejmem in potem počasi z leti razumem, kako je ta stvar tudi zelo razumna. In grem po poti vere, tako kot se večkrat povem pri Maši. Zaljubljenost pa ljubezen, to ni čisto nobena racionalna stvar. To se zgodi. Tudi včasih, ko gledam pare, pa se rečem tako jaz kot človek, pa kako sta glih ona dva, ne? Po mojih merilih ona pa ja ni lepa, bi tako rekel človeka, ne? Ali pa ona, ne? Ampak točno ona dva, točno med njima se je vžgalo in točno ona dva takrat nenadoma nimata več težave s časom. Kadar hočete se dobiti, samo nujne stvari naredite. Skratka, razum zelo podpre nerazumno stvar, ne? Če rečem po domače. In tako je tudi na področju vere. In zato je tudi odločitev, ne bomo zdaj razpravljali, o podrobnostih, v bistvu res odločitev za vero je tudi globoko duhovna in razumna odločitev. In to Jezus potrjuje z znamenji in čudeži. Božje kraljestvo, najbolj znamenito je tisto, veste, ko je nahranil 5000 mož, pa ljudi ozdravljal, se spomnite, s 5 hlebci, je nahranil pa 2 ribcama toliko, da je ostalo 12 košov, to se pravi. Vsi so bili siti in je ostalo več, kot je bilo prej, kot so dali na razpolago. In potem so hoteli kar za Jezusom hoditi, pa pravi Jezus, vi ne hodite za menoj zaradi tega, ker ste videli znamenje, ampak zato, ker ste se nasitili. In to ni dobro, to je narobe. Spregledali ste bistvo. Znamenje, Božje znamenje, nelogičen in nemogoč poseg Boga, ki se je zgodil, vi pa tega ne razumete, še vedno hodite za menoj zaradi kruha.
Bog potrjuje z ozdravljanjem neozdravljivih bolezni, z odpuščanjem grehov, z rešitvijo tistih, ki so bili odpisani v smrt, recimo po tistih običajih, spomnite se grešnice, obudi od mrtvih mladeniča iz Najma, ozdravi stotnikovega služabnika, Lazarja obudi od mrtvih svojega prijatelja. Vsem dela in to potrjuje. In prej sem že omenil cerkev, poglejte, Peter, ko izpove vero, pravi Jezus, nisi to sam pogruntal, kar si zdaj povedal, da sem jaz Božji sin. Meso in kri ti tega niste razodeli, ampak moj oče, ki ti je v nebesih, on ti je razodel to. Zato boš ti odslej Peter, skala. Nate se bo naslonilo vse. Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva. Karkoli bo zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih. Karkoli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih. Na tej skali bo zgradil svojo cerkev. Peklenska vrata je ne bodo premagala. Ta simbol ključev, ki gre po cerkvi preko Petra in apostolov še danes naprej. Predokus Božjega kraljestva. Jezus je skozi učence takole vzgajal, se spomnite, ampak hkrati so učenci jih je skozi vleklo nazaj, skozi nazaj. Kruhu, pa vinu, pa dobro jesti, pa dobro piti, pa živeti v senci svojega učitelja, dokler ga imajo vsi radi. Ko je bilo pa malo težave, so pa že pobegnili. No, ampak je Jezus nekega dne, da bi učenci razumeli, očitno izbral tiste tri, ki so v bistvu, je čutil, da so najbolj že dojemljivi, bom rekel po domače. In jih je vzel na goro, Petra, Jakoba in Janeza, in se tam v pričanjih spremenil. Nenadoma oni zagledajo oblak in potem noter Jezusa, Mojzesa in Elija. In oni so bili tako fascinirani, sploh Peter, tako kot je bil po značaju, učitelj, še dobro, da smo tle. Jaz imam takoj rešitev. Mi imamo 3 šotore postavili, enega zate, enega za Mojzesa, enega za Elija, mi 3 bomo že nekako, se verjetno tako v malih možganih mislil, se bo 4 to za jesti pa zapita, ne tako kot je že prej. To je to. To je Božje kraljestvo, to so nebesa, pa še glas je bilo slišati od zadaj, spet tako kot pri krstu, Ta je moj ljubljeni sin, vi 3, Peter, Jakob in Janez, njega poslušajte. In kar nenadoma spet zginejo, pa so bili na tleh, Ampak to spremenjenje so doživeli. Polnost, ko bi rekel, polnost na nek način uvidel nebeško kraljestvo. In Jezus pravi, to je pa zelo zanimivo, fantje moji, zdaj gremo pa nazaj v dolino. O tem pa molčite, kar ste zdaj videli, dokler sin človeku ne stane od mrtvih. Pa so se pa pogovarjali seveda upravičeno, kaj pomeni vstati od mrtvih, pa zakaj bo umrl, pa tako naprej. In vemo, da je, čeprav je imel Peter izkušnjo Božjega kraljestva, torej nebes, je vseeno Jezus se obranil. Ne, Gospod, ne boš šel, ne v Jeruzalem, ne trpeti. Življenje bo dal zate. In Jezus mu reče, kaj? Pojdi od mene, skušnjavec, ne diabolos, tisti, ki preizkuša. Potem vemo, da je Jezus šel v Jeruzalem, sem zdaj že pri Petru, in gre v Jeruzalem, da ne bom predolgo, bom skrajšal, to je zelo pomembno, kako je šel v Jeruzalem. Ni prav, da prerok umrja zunaj Jeruzalema. Sam Jezus pravi, ni prav. In zato se torej zavestno odloči, da gre v Jeruzalem. In tam v Jeruzalemu, čeprav je vedel, in je tudi apostolom 3-krat povedal, da ga čaka smrt. Pa niso čisto razumeli, razen Petra, ki je tako odreagiral. Potem, ko se torej odloči, da gre v Jeruzalem, ga pa tam sprejmejo kakor kralja. In vpijejo tiste starozavezne vzklike kot kralju. Pozdravljen, hozana, blagoslovljen, ti si kralj, ti si naš Mesija. In potem vemo, kaj se je zgodilo, predno se je zgodilo odprtje tega nebeškega kraljestva vse polnosti. Še en stavek, ki je Jezus ga rekel v Luko, tudi ne bodo govorili, glejte, tukaj je ali tam je Božje kraljestvo. To je govoril v napovedi poslednjih časov. Kaj se bo zgodilo ob njegovem ponovnem prihodu, po domače ob koncu sveta. Pravi,
vi glejte, Božje kraljestvo je že med vami, po domače. Jaz sem Božje kraljestvo. To je to. In v polnosti boste doživeli takrat. Zdaj pa imate toliko, da lahko, kako je že Janez rekel, točno toliko trapte, ne? Nič več. Pa po domače še ne. Še cirkus sem vam dal. Duhovnike sem vam dal, ki so včasih slabše kot vas, ampak prav zaradi tega, da vi čutite, kako je Božja milost velika, ne? Vse to sem vam dal, da bi razumeli. Čist dovolj imate, dovolj, da se ne prevzamete, dovolj, da živite svojo vero. Zdaj gremo proti koncu tega javnega delovanja. Vidite, da je zelo nahitro, ne? Se vračamo torej k besedilu veroizpovedi. Trpel pod Poncem Pilatom. Rodil se je, zdaj je bilo vmes javno delovanje, trpel pod Poncijem Pilatom. A je Pilat sploh živo? A je zgodovinska osebnost, ko se reče? Namreč, nemška kritična šola, to so se v 19. stoletju se začeli pojavljati, v 1. stoletju zelo močno, so svetopismo secirali na vse mogoče znanstvene metode. Sve znanstvene metode so pa, ene so res dokazljive, druge so izmišljajo, veljajo za nekaj časa, potem pa se ovrže in pa se v redu, gremo naprej. No? In ena izmed takih metod je bila ena protestantska kritična metoda, ki so rekli, ker do zdaj še nimamo dokaza, če že sploh nimamo dokaza, da je Jezus živo, so rekli, ne? Ampak če pa res nimamo dokaza, še zato, da je Poncij Pilat živel in ga obsodil na smrt, torej ni Pilat zgodovinska osebnost, kaj šele potem, da bi Jezus bil zgodovinska osebnost, to se pravi, ni ne eden drugo živo, je vse zmišljeno, ne? Tako so po domače govorili. Vsi potem, ko so, veste, leta 1961 v Cezareji, to je mesto ob sredozemski obali, kjer je bila potem uprava dolgo časa, ko so našli napis Poncijus Pilatus in so torej, je bil dokaz, da so vsa leta govorili narobe in nihče od teh znanstvenikov je to zagovarjal, javno nastopil in se opravičil pred cerkvijo in pred vsemi kristjani in prevzel odgovornost za vse ljudi, ki so morda zaradi tega, ker so res bili rahlo nagnjeni k znanstveni metodologiji, opustili verko, ni nihče od njih rekel, ne, to smo pa mi narobe naredili, tako kot nikoli v znanosti ne vidiš, je tako? Samo nove metode pridejo, po novi načini. Skratka, je imel dokaz, da je Pilat živel, torej po tej logiki je živel tudi Jezus, sta eden in drugi zgodovinska osebnost. Ne? In to je eden od redkih virov iz življenja, o življenju Poncija Pilata. Tako da so si ga pa zamišljali, veste, kot da je imel še svoj kovanc v 16. stoletju narisali. Zdaj pa tebe, gospod Marko, prosil, da boš tale odlomk še prebral. Za zaključek bo to, se potolašta, se konča danes. Za danes se torej končuje s tem odlomkom. Ja. Noter namreč, zakaj, veste, Poncij Pilat, a ste se slišali, da je kdo, kaj včasih, ki je v špiču naredil, morda celo kaj dobrega, pa da je to naredil, da je prišel tja kot Pilatu vero, ne? Veste, se ni nobene logike, da je Pilatu vero, je kakšna logika? Tu, kaj ima zveze z našo vero? Poncij Pilatu veroizpovedi, to je pa res neka postranska. Je pa hkrati zelo zanimivo, ne? Je pa noter. Je noter in ni brez veze noter, ne? In zdaj tudi vemo, da je v bistvu torej bil zgodovinska osebnost, da je resnično obstajal človek z imenom Poncij Pilata, ne? A bo šlo? Od Kajfa so torej Jezusa peljali v sodno hišo. Bilo je zgodaj zjutraj, sami niso šli v sodno hišo, da se ne bi omadeževali, ampak bi smeli jesti pashalno jagnje. Pilat je prišel ven k njim in rekel, kakšno tožbo imate zoper tega človeka? Odgovorili so in mu rekli, ko ne bi bil hudodelec, bi ti ga ne izročili. Tedaj mi je Pilat dejal, vzemite ga in ga sodite po svoji postavi. Ljudje so mu rekli, mi ne smemo nikogar usmrtiti. S tem se je izpolnila Jezusova beseda, s katero je označil, kakšne smrti bo umrl.
Tedaj je šel Pilat spet v sodno hišo, poklical Jezusa in mu rekel: Si ti judovski kralj? Jezus mu je odgovoril: Praviš ti to samo od sebe, ali so ti drugi povedali o meni? Pilat je odvrnil: Sem mar Jud, tvoj narod in veliki duhovniki so te izročili meni. Kaj si storil? Jezus je odgovoril: Moje kraljestvo ni od tega sveta. Ko bi bilo moje kraljestvo od tega sveta, bi se moji služabniki bojevali, da ne bi bil izročen Judom. Toda moje kraljestvo ni od tod. Pilat mu je rekel: Torej si ti vendar kralj? Jezus je odgovoril: Ti praviš, da sem kralj. Jaz sem zato rojen in sem zato prišel na svet, da pričujem za resnico. Kdor je iz resnice, posluša moj glas. Pilat mu je rekel: Kaj je resnica? Da ne bomo predolgi, zaključili s tem stavkom, to se pravi, smo začutili to besedo Jezusovega oznanila, ne? O Božjem kraljestvu, da je on kralj, drugačen, kot so kralje tega sveta in kraljice, in da je prišel zato, da izpriča resnico. Na nekem drugem mestu bi pa rekel o grehu, o človeku, malo po domače govorim, o odrešenju, o smislu življenja, o večnosti. To se bomo pa dotaknili drugič, ko se Pilat tudi ob vsem tem, kar je slišal in kar mu je prešepnila njegova ljuba žena, ki je očitno imel zelo rad. In on njo, ker drugače ne bi pustil, da bi na sredi sodnega procesa prišla žena, si predstavljaš, a ne? Če imamo kakšnega sodnika, morda tle in ti si tam na obravnavi, imaš kakšnega, v narekovaju, kriminalca in ti prijuriša tvoja žena, ki ima sicer zelo rad, ne krši vsa pravila in ti pride k tebi in reče: Nič ne imajo praviti s tem človekom. In to je ona naredila. In Pilat, navkljub vsemu, da je slišal Jezusovo besedo, se torej začel, je logično razmišljal, torej, a ne? Si kralj, Jezus pravi, kdor je iz resnice, on pravi, kaj je resnica, vse šlo prav, čisti razum. In potem zaradi delovanja stricov iz ozadja in glasne množice, nič novega spet, si na koncu umije roke, navkljub temu. In drugič bomo pa, mislim, da bomo že v postem času, če ne bo ga še predstavili, bomo imeli pa ta zgodbe Jezusovega trpljenja, ki so v veroizpovedi. Je pa zanimivo razmišljati, koliko, če smo se mi že kdaj umili roke. Nedolžen. Jest. To se je začelo že prej, veste, ko je Kain ubil Abla, ne pa ga gospod Bog tipa. Kain, a ki veš, kaj je tvoj brat? Pa ga je ubil, ne? Pa pravi on, gospod Bog, nimam pojma. A sem jaz njegov varuh? Je odgovoren fant, je že dovolj star, kar zmenita se. Pa pravi Bog, ne, Kain, njegova kri upije iz zemlje, to si ti ušpičil, to se pravi obračanje rok, umivanje rok, lepšati sebe, vleči se ven, ne. Kdor je iz resnice, pa pravi Jezus, posluša moj glas. Amen.